Svetovalnica. Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju. Partnerski odnos je zahtevna kategorija, prinaša veliko radosti, včasih pa tudi para živce, povedano zelo preprosto. Včasih se ohladi, oddalji, navsezadnje izgine. Kako ukrepati, da ne bo prepozno, katere so stranpoti, kateri opozorilni znaki in kakšne metode, da se partnerja spet zbližata oziroma da se sploh ne oddaljita. Pol urice današnje svetovalnice bi bilo premalo, da bi odgovorili na vsa ta vprašanja, ampak kakšen namig boste pa lahko dobili. V našem studiu danes lepo pozdravljam dr. Uroša Perka iz Zavoda Mitikas iz Kamnika, specializanta psihoterapije. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Vidim v današnjem času, da se res veliko zakoncev oddaljuje, pač razlogi so različni, ampak začniva pri temeljih, začniva pri tem, kaj je potrebno, da pravzaprav ko dva začneta živeti skupaj, ko nekako ugotovita, da imata neko partnerstvo, da bosta skupaj tudi ostala in da se bo njun odnos razvijal. Ja, če pustimo zdaj na strani prav detajle, jaz mislim tisto, kar je bistveno, je neka ta na začetku seveda neka zaljubljenost, in potem, ki s časom upamo, da preraste v neko ljubezen, ampak tukaj gre, vedno bolj to vidim, dejansko za odločitev, da se odločiš, ločiš vse ostalo, zapreš vrata, vsem ostalim in greš v to polno. To se mi zdi tisto ključno, kajti mnogi, kar vidim, pari, ko pridejo, imajo tako, stalno malo prepreta vrata. Kaj pa če? In tukaj seveda potem je to problem, se ne sezide. In naslednje potem, kar je pa tudi zelo pomembno, seveda tega, to pač pa ni tako enostavno, da ne vstopamo nevrotični v odnos, se pravi, da mi ne vstopamo v odnos, da zdaj bo partner izpolnjeval neke naše potrebe, ki niso bile izpolnjene. Se pravi, Scott Peck v tem zelo lepo piše, on pravi, da pravzaprav vsak od partnerjev, ali pa da jaz sem seveda v redu, jaz sem dobro, živim izpolnjeno in v odnos vstopam zato, ker normalno, je v dvoje lepše. Ne pa, in to je pogosto vidno sploh pri ženskah, potem, ne da moški tega nimajo, ampak tukaj je morda bolj izrazito, ko seveda potem misli vse to, kar ni bilo izpolnjeno, zdaj pa partner pravzaprav to dolžen vse izpolniti. In tako, kot Alenka Rebula reče, so ta pričakovanja lahko kdaj potem tudi krivična. In potem tukaj, če te stvari stojijo, potem in če je jasno, da seveda je odnos, kar mnogi ne razumejo, nekaj, kar je treba delati, in pravzaprav gre za neko trdo delo, pač ni tako, ko se v filmih predstavlja, da si pa zaljubljen in to bo šlo, da je to neko delo na dolgi rok, potem te zadeve grejo, v večini primerov. Ni pa seveda to nikoli lahko, Odločitev se mi zdi zelo pomembna beseda, ki ste jo izpostavili na začetku. Ni potrebna samo enkrat. Ta odločitev, velikokrat jo je treba sprejeti. Vsakič, ko kaj zaškriple, je treba se znova pogledati v ogledalo in si reči, takole pa takole sem se odločil, za tem stojim in zato bom šel naprej in delal. In delala bova skupaj, verjetno. Mislim, tako, seveda stalno neke odločitve sprejemajo, ampak ta temeljna odločitev je na začetku. Mislim, pol vmesno vse te ta razmišljanja nekaj odpadejo, pol so pa neke meje. Ti se odločiš, če se na začetku, če ta odločitev pade, bom z mojo partnerko, zvest bom partnerki, potem vse to vmesno odpade in je pomembno razen zaradi teh kriz. Potem pa gre bolj za to, za tehtanje teh pač nekih mej, ki seveda so tudi pri vsakem in morajo biti, kaj je pa meni tukaj še sprejemljivo in pa seveda, kaj bom naredil. En in drugi
in potem tukaj se to tehta. Ne, tako da, zato je toliko to na začetku pomembno, ne, da si odločen, da greš, da potem ne v vsaki najmanjši krizi pobegneš. Ne. Ja, tega je kar veliko, se mi zdi. Katere meje so po vašem mnenju, dr. Uroš Perko, tiste, za katerimi je treba odločno stati? Mislim, tukaj, Ali so od para do para različne pravzaprav? mislim, seveda so tukaj zelo, mislim, vsak par, vsak posameznik tukaj more sam pri sebi spoznati, katere so tiste meje. Ampak načeloma, ne, tukaj neke meje, sploh pri ženskah, bi lahko tako zdaj na hitro z rokave stresu, pač tega nekega osnovnega dostojanstva, ne, ni pa tako enostavno, ne, tega seveda nekega, da je meja pri neki spoštljivi, da ostaja neka spoštljiva komunikacija, to je neka osnova. Potem pa seveda, ne, meni vsakič znova se začudim, ne, kako ženske ostajajo naprimer v odnosu, kjer je neka grobost. To, ne, ali pa, ko imamo mnogo primerov, kako ostajajo, čeprav vejo, naprimer, pogosto, to je ponavadi, ko so že ločene, pa imajo potem drugega partnerja, pa ta zlorablja otroka, pa ostajajo za voljo tega notranje. To je meni nerazumljivo, a ne, to, če moš fizično nasilen, a ne, psihično, tukaj, ampak so seveda, danes ne bi šel na to polje, mehanizmi, a ne, zakaj ostajajo, zakaj, če nove partnerje dobivajo, a ne. Ravno tako, pri moških, a ne, če pač ni tega nekega osnovnega spoštovanja, a ne, če je noter, zdaj, mislim, kje je pa zdaj tukaj tista meja, ne, koliko je neke agresije, koliko je neke tega noter, a ne, je težko zdaj točno reči, a ne. Mora vsak to pri sebi, pa nekako se ve, a ne, seveda vedno so problematični, tega je vedno več te odnosi, ko ne en od partner je, naprimer, moten, zdaj govorim tukaj o narcisistični, ne, osebnostni motni, borderline, ne, tukaj pa je seveda problematično, treba potem to ustrezno prepoznati in tukaj to pa so neki primeri, kjer pogosto potem se izkaže, ne, da je najbrž razhod tisto edino, ker pride pač toliko neke zlorabe noter, ne. In opozorilni znaki se seveda zgodijo, samo videti jih je treba. Ja, mislim, seveda znaki, kdaj neko partnerstvo začne šepati, so, ne, ampak si jih težko vidimo, zato imamo pogosto neko slepo pego, ne, dokler, ali pa pometamo pod preprogo, ne, zaradi takšnih ali drugačnih zadev, rečemo, ne radi v nek konflikt stopamo, pa je najbrž kar za večino stvari potrebna, ne, da se sproti stvari razčiščujejo, in dokler seveda se to toliko ne nabere, ne, da se ne da več prikrivati, imamo pa danes mnogo stvari, ki to omogočajo, ne, da se da zelo dolgo vleči, zelo dolgo prikrivati in potem ponavadi tisto, kar otroci so tisti, ki pokažejo, da nek zakon ne štima. Ne? Ampak potem seveda mnogi raje se ukvarjajo, tukaj smo že govorili, ne, z otroki. Potem otrok normalno. Ali je, nema odsotnega očeta, nervozno mamo, nevrotično, pa je pa hiperaktiven, nobene pozornosti in pa se vsi z njegovo hiperaktivnostjo ukvarjajo, ne? Ali pa učne težave, ne vem, druge stvari, ne, ampak to v bistvu dejansko, ne, vedno je to odraz nekega odnosa, ki imata starša, ne, ki imata partnerja. In tukaj potem je pogosto seveda možnost, da, mislim, je dobra možnost, da ne otrok dobro ogledalo nastavi, da partnerje začnete delati na njunem odnosu in praviloma res v večini primerov, če partnerje tukaj uredita odnosa, ne, potem tudi otroci zacvetijo. Tako. Franci je z nami na telefonski zvezi. Lep pozdrav. Dober dan, Franci iz Novega mesta. Pozdravljeni. Tanja Dominko. Pozdravljeni. Mene zanima, kaj so to partnerski odnosi. Se mislim, da je ravno razlagal gospod vaš cenjeni gost. Aha, vas je zmotila beseda. Ne, kaj so partnerski odnosi? V tem smislu... ja, dobro, no, v redu, malce provokativno si mislim. Ja, Franci, lep pozdrav tudi vam v Novo mesto. Partnerski odnosi... Ni poslovni odnos. Ja, ni poslovni odnos, ne. Mislim, partnerski odnos
V kakem smislu vas to zanima? Ja, mislim, da je malce skušal izvati, da se opredeliva, ali je to zakonski odnos med zakoncema. Verjetno, Franci. Tako, če govorimo o partnerskem odnosu, seveda, kar vidim, a ne, v pridelu za partnerje, a ne, pravzaprav zelo pomembno tukaj, koliko je to, ko partnerje seveda sta nekaj časa skupaj, ne, kako pomembno je, naprimer, in kakšna razlika je, ne, ali zdaj ta partnerje živite na koruzi, ali sta, naprimer, poročena. Ne, če o tem govorimo, česar je danes seveda vedno manj, ne, ker vedno bolj se poudarja neko svobodo, neradi odgovornost prevzemamo, ne, in sploh tukaj, kot smo prej govorili, kot nekih kriznih trenutkov pride. Ne, tukaj potem to, kar seveda pretehta, ker kljub temu, ne, čeprav se danes hitro da ločiti in vse, ampak neka razlika je, ne, in vsem se bolj zaveže. Ne, tako da partnerski odnosi seveda lahko pa govorimo tudi o tem, ne, kakšne neke vloge potem ima vsak od partnerjev, ne, sploh če hočemo, da so te partnerski odnosi, da štimajo, ne, kjer so neke naloge moškega in naloge ženske seveda, ki jih nič narobe, ne, če to predebatirata. Ja, vsekakor, ne, in nekako tudi se seveda to pričakuje, ne, da vsak neke svoje stvari izpolni. Zdravko iz Ajdovščine, dober dan. Ja, dobro jutro. Pozdravljeni v Ajdovščine. Ta oddaja mi je kakor pisana na dlani meni. Glede na to, da se govori o teh partnerskih odnosih. Namreč, če lahko tako rečem, agende gledajo tako, ne. Če je partner recimo odšel, recimo, da je to ženska, ima več prednosti ženska pred moškim. Če ostane v partnerstvu, če ostane v familiji z otroci oče, mu agenda gleda na to, da mu otroke čim prej vzamejo in jih dajo v zavod. Če pa ostane ženska, se tole ne zgodi. Ja, hvala lepa, Zdravko. Tudi vam lepo zdrav. Lepo vas pozdravljam. Srečno. Ja, se pravi, starš, ne, to presojanje, kdo bo bolje opravljal to svojo nalogo, si predstavljam, da je to bolj v ozadju. Dobro, to zdaj, seveda, to se mi zdi spet svoje polje. Je dostikrat problema, ne, ko otroci avtomatično, čeprav si načeloma je prav, ne, sploh če je mama v redu, da so otroci pri mami, se tukaj ni debate pravilne, tudi potem, da oče ustrezno, tudi če so ločeni, sodeluje, ne, da oba pač tukaj sodelujeta in da sploh pri fantih, posebej tudi pri dekletih oče tukaj upravi svojo nalogo, ne, ampak če gledamo, dokler sta partnerje skupaj in dokler še ne pride do te, neko tehtajo morda se ločiti ali ne ločiti ali karkoli, pravzaprav pa tukaj mislim, da je predvsem žena, mama v interesu, da ostanejo skupaj, ne, ker moški si lahko prvošijo, ne, tudi lažje me pri izhodih, ne, ki naporno gre lahko v gostilno, lahko se umaknejo, ne, spijejo par piv in to je družbeno popolnoma sprejemljivo, ne, pri ženskah tudi pač, ko je ločena, ne, lažje drugo partnerko dobi, ne, lažje gre naprej, ne, zdaj, če ima, ne vem, ženska 2-3 otroke, ne, je to mnogo težje, ne, in pravzaprav bi tukaj je bolj v interesu in da ostajajo skupaj s partnerji, ne. Zato tudi tukaj vedno, ko je kriza in to zelo težko ženske razumejo, one imajo škarje in platne vedno v rokah, ne, pravzaprav in kreirajo, kako bo potekalo, ne. In če so dosti pametne, potem to znajo, ne, urediti, da se kriza razreši. Tako, da je po njihovo, seveda. Tomaž iz Velenja je z nami. Dober dan. Dober dan, gospa. Jaz bi toto povedal, toto partnerski odnosi, a ne. Toto je zelo veliko vlogo igra ženska pri partnerski odnosi. Ne tako pa moški. Moški je samo en delček, ženska pa največjo vlogo. A ne. Ja, ravno kar smo povedali nekaj v tem smislu, ja. Gospod Tomaž, še kakšno vprašanje? Ne, nimam več vprašanja. Aha, dobro. Hvala lepa in lepo zdrav na velenjski konec. Ja, zdaj, če sva rekla, ko nastopi kriza, doktor Uroš Perko, ima ženska škarje in platno, ste rekli. Kaj lahko naredi? Vemo, da
dostikrat pride ideja, pojdiva k partnerskemu svetovalcu, ampak mnogi seveda se temu uprejo. Kakšne so vaše izkušnje, kdo ponavadi da to idejo, da se pride recimo do vašega zavoda in kako potem naprej postopati, kako poteka to zdravljenje? Ja, običajno, zdaj odvisno seveda tukaj, za kakšne težave gre, kako globoke so, kdaj je dovolj nek predlog, sploh če partnerja imata kljub temu še vsaj, kolikor toliko spoštljiv odnos, dober odnos, potem lahko gre prek nekega predloga, oba vidite, da zadeve niso okej, Običajno, praviloma na pobude normalno žene pridejo, ženske tukaj, moški malo drugače funkcionirajo. Več, mislim, da bolj družbeno sprejemljivi so izhodi. Pač tudi druga vloga, že nekako naj bi moški se odzunaj uveljavljal, pač več delov tako družbeno to bolj pripada in lažje se umakne. Ja, čeprav po drugi strani mnoge pa tudi pridejo, seveda so pa popolnoma nezadovoljne, ker pač z moškimi v bistvu nič ni, so doma, nič od sebe ne dajo, ne prevzamejo tisto, kar je njihova naloga, pravzaprav nekih pobud, niso dovolj tako narejeni kot moški, da bi bili sposobni odločitve tiste te glavne sprejemati in so tudi nezadovoljne. Tako da ja, tukaj je zdaj, če pa odzadnji neka druga patologija, kar se tiče odvisnosti, česar je veliko, potem pa pogosto pravzaprav ultimat tisto reši. In če seveda je še vedno neka ljubezen odzadaj, globoko za tem, potem da to pretehta, da ima moški ženo, pravzaprav mu več pomeni kot tisto snov, kar zlorablja, tukaj potem se te zadeve da rešiti. Tako, ampak ponavadi vedno je pa na pobudo ženske. Potem ona kup stvari pove, kaj vse ni okej, moški mi je pogosto itak njim je dober, Ja, znate povedati stvari tako zelo poenostavljeno, seveda so zadaj velikokrat prepiri, velikokrat kakšne hude krvi, kot ste rekli, moški bežijo prijateljem, včasih tudi hobijem, recimo zelo veliko jih vidimo kot neki osamelci, moški in ženske, vsak zase. Ja, zdaj tukaj kar tako zelo se opaža, zdaj trenutno, kar je zelo opazno, ko hodijo, zelo veliko pač moških, zelo velike te neke bivanjske krize. Imamo mlade odrasle, ali pa odrasle tam med 25-30 let, pojma nimajo, kaj bi v življenju. Pač pri ženskah je malo drugače, ker so bolj pridne, tako so malo bolj usmerjene in pol vse to kanalizirajo prek raznih takšnih ali drugačnih dejavnosti, če ne drugega, pač za vse poskrbijo, s tem zapolnejo, ta svoj nemer z nekim stalnim delom, če ne drugega, pospravljanjem, urejanjem, se to pa tudi problem rata, kontroliranjem to predelajo. Pri moških je pa ta bivanjska prizina, nimajo nobenih ciljev, ne vejo pravzaprav, zakaj sploh bi živeli, in dostikrat gre, ker ni ta potrebna individuacija narejena, pravzaprav so še vedno popkovino pripeti na dom, ponavadi seveda na mamo, in je velik problem, ker so tukaj zelo tako težko deluje v zunanjem svetu, in imajo te, bi rekli, Han zelo dobro piše, Lojzpa Hafnerjeva v knjigi Prebujanje, te zdrave moške ambicije so zatrte, ki pa jih kakorkoli danes govorimo o enakosti in seveda tukaj ženskam se vlogo daje in pobudo sprejemajo, ampak lahko so še tako uspešne, tudi poslovno.
to je zelo očitno, na koncu vsaka pričakuje, da bo nekaj z moškega, nobenega noče doma imeti pa gledati, da bo gospodin, pa tudi, da bo gospodinju, v končni fazi. Tako, in te zdrave ambicije, se pravi, to v zunanjem svetu. Pač tukaj moški mora biti uspešen v zunanjem svetu, da se dokaže, zato tudi potem, da je sposoben odločitve sprejemati, dajati pobude, da lahko neguje in hrani potem ženo. Vse te odzadje po te mehanizme, da je sposoben delovati na ta način. In zdaj, če so te ambicije v zunanjem svetu, pravi moške, zatrte, kar pomeni, da je uspešen v delovnem okolju, v poslovnem okolju, se ne gre tukaj samo za služiti, ne samo za imeti, ampak pač, da tukaj deluje tudi prek tistega, kar ga izpolnjuje, če ne pač potem so moški umejeni na neka fantovska druženja, se dobivajo s prijatelji, spijajo par piv, to itak nekako jim pripada, družijo se, kako že Han pravi, ob z dragih igračah, hobijih, beri teh ekstremnih športih, in potem tako preživljajo čas in normalno, da so precej neodgovorni in ženske pa sploh, ponavadi z manjšimi otroci, ki se to vse skupaj začenja, normalno, da imajo dober razlog, da postajajo nevrotične, ker seveda jih skrbi, in tukaj tudi to, kar se kaže, rabijo pa varnost, kakorkoli. To je zelo pomembno, da se moški odloči za njih, da jih zaščiti, da jim nudi varnost. To so tisti neki temelji, ki morajo biti izpolnjeni, da so merni. Na drugi strani se pa seveda, tudi v tej knjigi, ki sem omenil, pišejo, ženske vedno manj zavedajo, kaj so tisti vzorci, ki so se tisočletja pravzaprav oblikovali. Mi zdi to v parih 10 letih hočemo spremeniti, ne pa na glavo obrniti, ja. Ki pač, zakaj moški pač se navezuje na ženske, kaj tisto, da vstopajo v partnerstvo, in tudi se pogosto ne zavedajo, da pravzaprav moški ustaja pri ženski, ker pač je neka seksualna partnerka, ki je pri roki, in če tega se ne zavedajo, in to seveda to tudi, potem pripelje do določenih kriz, in pa predvsem tega, da to tudi vidimo, seveda v terapevtski praksi, da moški, če on dobi občutek, tukaj iz tega, ki se dosti govori, da mora ženska tudi Konstanca Mirjam, poroči se in bodi podrejena, seveda po to vlogo, to podrejeno, kar je slišati danes, seveda, da sledi moškemu, pa se to seveda potem vse kaže, da deluje, če moški odzadaj gre za drug mehanizem, če ima občutek, da je to družina, otroci, žena, pravzaprav njegova last, kakorkoli se to sliši, potem bo vse naredil, da to zaščiti, da to brani, da to ostane njegovo. In tukaj si same sebi pogosto pač žal, v današnjih časih režejo to vejo, precej noro. Miha iz Ljubljane je z nami, dober dan. Dobro jutro, veste kaj, jaz bi se strinjal z vašim komentatorjem. Je že načel dobro temo, da dejansko danes izhaja, to bi jaz rekel, po mojem mnenju, vse iz družinske vzgoje oziroma iz otroštva. In kakor so pač ljudje vzgojeni, take vzorce potem prenašajo tudi kasneje v življenje. Pa ne govorimo samo o partnerskem odnosu, ampak tudi, če govorimo o prijateljskih odnosih. Vam povem praktičen primer. Smo šli z eno ekipo na delo v tujino in se je točno videli, smo bili dva moška, dve punce, kdo je dejansko kaj delal, kdo je samo zabušaval, eni in isti smo bili vsako jutro, vsak dan, kakorkoli vpeti v različna opravila, poleg vseh drugih obveznosti, in tako je tudi potem v partnerskih odnosih, ker pač niso od doma naučeni neke odgovornosti, neke delavnosti in pač v bistvu sprejemati odločitev oziroma izpolnjevati svoje obveznosti. In potem je pa tudi primer poslovni vidik, ko prihaja recimo doskrat do teh aspektov, da
da v odnosu se daje recimo karijera nekoga na prvo mesto. To so spet po mojem mnenju egoistični segmenti, priučeni iz otroštva, kjer se v bistvu posameznik trka po prsih, jaz, moja karijera, moj uspeh, moje ne vem kaj, ne znajo pa to podeliti. Ne? In pa še tretji aspekt bi jaz dodal, kar je mogoče ključnega pomena za moje pojme, da ko imajo enkrat ljudje otroke, potem, če poimenujemo po matematično partnerja alfa pa beta, alfa-beta razmerje mora biti prvo po hierarhiji za moje pojme, potem pa šele otroci oziroma vse ostalo. Ne? In doskrat pa danes jaz vidim, da to je isto kot, če vam plastično povem, ko ljudje nabavijo psa, ne? Pol včasih vsa pozornost na psu, ne več na vseh drugih stvareh. Miha, lahko bi bili kar gost v oddaji, se mi zdi. Dobro ste zajeli. Super. Ja. Hvala lepa. Srečno nasvidenje. Ja, pravzaprav lahko bi kar vse to troje razdelala, ampak proti koncu oddaje greva morda samo kakšno misel vendarle iz tega Mihovega, iz te Mihove plati. Ne, sej tukaj dobro, mislim, da je čisto dobro razmišljal, seveda tukaj je pomembno, ne, sploh tudi, ko otroci pridejo, ker danes tudi to, opažam, en tak fenomen je včasih, ko partnerstvo, to te zadnje, ki je rekel, pač, ko partner je pomembno, tudi, ko so otroci. Danes je en tak fenomen, seveda, da se vse okoli otroka vrti, ki je najpomembnejše, in mnogi, če včasih so bežali, takšne ali drugačne izhode, si je tudi še to prisotno, ampak ni več toliko, da so se moški toliko delo umikali, ženske v razne hobije, in danes, ko partnerstvo ne štima, to pravzaprav je noro, kako se vse to usmeri potem na otroke in se jih pravzaprav na vse možne načine zlorablja, ker pravzaprav se sami nezadovoljni, partnerstvo ne štima in pol so otroci postanejo projekt, tak življenjski projekt in potem se sam s tem ukvarjajo. Ampak tudi škodi otroku to, ne? Ja, mislim, seveda, noro je to, mislim, to je norost, kar se dela, mislim, tako, to je pol potem in vse to, kar seveda te partnerji, jim je zmanjkalo v otroštvu, niso dobili, zdaj to nudijo otrokom, in se gre, vsa energija se, v bistvu je to en tak izhod, je pa seveda absolutno na škodo otrok, Oni tukaj pravzaprav so upeharjeni za to, da svoje izkušnje dobivajo, da imajo svoje cilje, da se oblikujejo kot osebnost. In to tukaj je že del tistega, kar vidimo tudi mi, pri teh mlajših, ko so popolnoma brez smisla, ko niso ne separirani, seveda tudi ciljev, ampak je to, da so brez smisla, je še težje kategorije, še bolj problematično. Tako da tako, to in seveda popolnoma, nesamostojni v smislu, da ne more, nesposobni kakršnihkoli odločitev sprejemati. Morda samo še eno stvar ob koncu oddaje omeniva, kar sama tudi opažam, da je velikokrat v primerih, ko gre za sobivanje z drugo generacijo, prisotnih še več težav, oziroma se potem te naknadno še pojavijo, recimo. Brez kaj, da se, to je pač gre v Sloveniji zelo značilno, to psihosocialno nezdravo bivanje z seveda starši, mislim, tako resno, če se preseli žena, gre za neko seveda kratkoročno, bi jaz tukaj rekel, udobje, malo je komod, ki se prešpara, ampak cena, račun, ki pride, je pa visok. Tudi čez 20 let, ker običajno je tako, tam, kjer so res dobro odnosi, mislim, da se tega že kar, pa ker imajo stvari razdelane, da se tega ne grejo. Tako, ker točno vejo, da bi se odnosi poslabšali, pač pa da mora vsak na svoje. In je po moje ni ženske, ki bi šla živeti k partnerju, in
ki bi se podredila. Vsaka hoče biti ta glavna. Sam težko bo, bolj glavna kot tašča, kateri pride. Ne. In tukaj je potem velik problem. Pač moški je pa kastriran, itak že pride ponavadi v družino, kjer je mati glavna, in pa se mora podrediti in seveda, mislim, tukaj potem ni osnove, da karkoli pravzaprav, ali pa tako, zelo, zelo težko rata. In spet tudi, kar vidimo mi v neki terapevtski praksi, pri očetu in pri meni, pač je to tukaj ključno, da se neke meje vzpostavi in seveda, da grejo na svoje, da zadihajo in potem stvari, pravzaprav to, da se na svoje preselijo, da se tukaj ločijo od staršev, lahko šele z nekim svojimi travmatičnimi, ki pa so kar pogosti, nekimi temi dogodki obračunavati z njimi in razdelavati. Dokler je to vse prepleteno, igra vsak svojo vlogo, čist na nezavednem niti vejo, in je pač ponavadi zelo, zelo uteženo. Hvala lepa, dr. Uroš Perko, za obisk v našem studiu. Veliko tem sva odprla, lahko bi seveda odprla še marsikatero, tako da mislim, da se bova še srečala v svetovalnici. Problematike je precej. Zanimivo se mi zdi tudi to, da so poklicali v oddajo sami moški, očitno ste jih nagovorili lepo in seveda veliko uspeha tudi v vašem zavodu Mitikas vam želim. Hvala. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Svetovalnica. LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.